Hvala lepa za vabilo, da se udeležim tega sklopa predavanj kot predavatelj iz etike in integritete na Univerzi v Ljubljani. Naj se predstavim, sem profesor pediatrije na Medicinski fakulteti in tudi docent medicinske etike, prav tako na Medicinski fakulteti. Že vrsto let se ukvarjam z medicinsko etiko in med drugim vodim predavanje iz etike na doktorskem študiju biomedicina v okviru Medicinske fakultete. Sem predsednik etične komisije za presaditve pri Ministrstvu za zdravje, nadomestni član Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije in od leta 2019 dalje član Komisije za etična vprašanja Univerze v Ljubljani, ki predseduje docent dr. Aleš Novak, pravnik. Pred nadaljevanjem naj naznanim, da nimam konfliktov interesov in kot avtor tega predavanja sem podpisal izjavo o avtorstvu in soglasju k objavi. V današnjem predavanju se bomo dotaknili naslednjih tem, ki se mi zdijo pomembne za učitelje, raziskovalce, mlade raziskovalce in mentorje. Vsak od nas, ki je v življenju strokovno in akademsko napredoval, je imel mentorja, ki ga uvaja v strokovno in raziskovalno delo. Dober učitelj in mentor je tisti, ki ga je uvajal v strokovno in raziskovalno delo. Dober učitelj in mentor je tisti, ki ti privzgoji, kaj je prav in kaj ne pri strokovnem in akademskem ter raziskovalnem delu, in tako kot vzgaja, tudi sam dela enako. Brez zgodovine ne moremo razumeti morala, ki je vodila ljudi k pravilnemu delovanju in raziskovanju. In dotaknili se bomo definicije integritete, vrlin, kreposti ter prikazali problem neetičnega ravnanja v raziskovanju ter zakaj nočemo vedeti, da nekdo ali mi sami nekaj narobe delamo. V zadnjem delu bomo predstavili delo Komisije za etična vprašanja, rezultate anketiranja doktorskih študentov na Medicinski fakulteti, ki jim bodo sledili zaključki, kjer bomo v nekaj besedah povezali, kaj smo danes slišali. Imel sem srečo, da sem od doma prinesel vzgojo, ki mi je bila vodilo, kaj je prav in kaj ne. Na profesionalni in akademski ter raziskovalni poti sem sodeloval in delal s tremi velikimi strokovnjaki, in to kliničnimi in tudi raziskovalnimi profesorji, ki jim je bila skrb za pravilno in etično delovanje na prvem mestu. To sta bila moja dva prva predstojnika na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kliničnega centra v Ljubljani, kjer sem najprej začel delati, in na koncu tudi akademik dr. Jože Trontelj, ki dolgo leta vodil Komisijo za medicinsko etiko Republike Slovenije in bi bil praktično vsakodnevno dosegljiv za moje vprašanja in odgovore. Z njihovo pomočjo sem se tudi sam močno vključil v področje etike in predvsem na medicinskem področju in sem lahko povem avtor ali soavtor številnih domačih in tujih člankov na temo etike. Kaj je etika? Etika je veda o morali. Obstaja seveda normativna in nenormativna etika ter neka splošna ali skupna etika, ki je lastna vsem ljudem, ki živijo in delajo moralno. Profesionalna etika vključuje moralne kodekse in standarde dela obnašanja za delo, ki ga opravljamo. Prav tako je na primer medicinska etika tista, ki se ukvarja z uvajanjem etike, morale, vsakodnevno medicinsko prakso, ter raziskovalna etika tista, ki vključuje etiko in moralo v vsakodnevno delo raziskovalcev. Pri delu tako z bolniki kot v raziskavah se pojavljajo moralne oziroma etične dileme in to se začne takrat, ko mora posameznik izbirati med dvema nasprotujočima si ali različnima dejanjima, eno ali obe dejanji pa sta v nasprotju z njegovimi moralnimi in etičnimi načeli. Tudi za vas, ki mogoče niste zdravniki, pa verjetno vsi poznate, da je že 5. stoletje pred Kristusom Hipokrat napisal
kakšni naj bo ideal zdravilcev ali zdravnikov v tistem času in kako se naj obnašajo. V obdobju 17. 18. stoletja sta bila v Evropi dve univerzi izrazito napredni. To je bila univerza v Leidenu in univerza v Edinburgu na Škotskem. Tam je bil predavatelj John Gregory, ki je dobil nalogo, da ne napiše, kakšne je bile kvalifikacije in dolžnosti zdravnikov. O tem nekoliko kasneje. Po drugi svetovni vojni je prišlo do deklaracije človekovih pravic zaradi zločinov zločinov, ki so jih opravljali zdravniki, je bil Nürnberški kodeks sprejet in kasneje so sprejeli še druga poročila. Vsa ta poročila so se nanašala, kako naj zdravniki se obnašajo pri delu in pri raziskavah z ljudmi. Omenil sem, da je bil John Gregory tisti, ki je imel nalogo, da napiše naloge, dolžnosti in usposobljenost za delo kot zdravnik. On je napisal, katere so tiste moralne lastnosti, ki so posebno potrebne za zdravnika. Človečnost, sočutje, simpatijo, umirjenost in trdnost duha. Danes bi temu rekli integriteta in pa usmiljenje. Če se osredotočimo sedaj na to, kaj je morala, in pogledamo, kaj sta o tem napisala priznana filozofa v Združenih državah Amerike, Beecham in Childress, po njima je morala, so to norme, kaj je prav in kaj narobe v človekovem obnašanju, in te norme so tako splošno sprejete, da tvorijo splošen družbeni dogovor. Skratka, mi lahko živimo drug z drugim, ker se obnašamo tako, da lahko v tej družbi sobivamo. V družbi moralno zajema moralne principe ali načela, pravila, pravice, vrline in kreposti. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko se je družba osvobajala spon preteklosti, vemo, to je bilo obdobje, ko so se na novo definirale odnose, kdo je kdaj, pravice temnopoltih, pravice žensk, odnosi med zdravnikom, tako imenovanim paternalističnim načinom pristopa zdravnikov do pacientov. In se je tudi v zdravniškem poklicu zgodila pomembna sprememba, ki sta prav tako ta dva filozofa ubesedila s 4 moralnimi principi oziroma načeli. To so avtonomija, dobrodelnost, neškodljivost in pravičnost. Če se to nanaša na razmerje med zdravnikom in bolnikom, se ta 4 načela lahko popolnoma enakovredno uporabijo pri vsakdanjem delu raziskovalca na katerem koli področju. Raziskovalec je avtonomen, dela z dobrim namenom, noče biti neškodljiv drugih, do okolja in svojih stanovskih kolegov, ter je pravičen pri ocenjevanju svojega raziskovalnega dela in predvsem pošten. Da bi raziskovalec lahko tako deloval, pa mora imeti vrline in kreposti, ki so pridobljena, to se pravi pridobljena in trajna človekova usposobljenost ter nagnjenost k izbiri moralno dobrih dejanj, kot je zapisal Anton Streks v svojem leksikonu filozofije.
Če hočemo to še bolj natančno povedati, je vrlina ali krepost karakterna lastnost, ki ima družbeno-socialno vrednost. In moralna vrlina ali krepost je karakterna lastnost, ki ima moralno vrednost. Zato pričakujemo, da bodo imeli raziskovalci, mentori, študenti moralne vrline in kreposti, ki jim bodo omogočale, da bodo ohranjali in gojili svojo raziskovalno integriteto. Čeprav pa se ljudje razlikujejo v karakternih lastnostih, vse osebe z normalnimi moralnimi sposobnosti lahko gojijo lastnosti, ki so pomembne za etiko in moralnost. Med 5 moralnimi vrlinami in kreposti zdravnika oziroma zdravstvenega delavca je po mnenju večine mislecev osrednja ali žariščna vrlina integriteta. Tu je naštetih 5 naših vrlin kot zdravnikov. Moramo biti sočutni, razsodni, zaupanja vredni, zaupljivi, vestni, delati moramo po vesti, vendar pomembnije, da imamo integriteto, kot je že v svojem 300 let nazaj povedal škotski zdravnik. Kaj je to moralna integriteta, ki naj bi prežemala raziskovalca, akademskega človeka? To je zanesljivost, celostnost, vključevanje, integracija moralnega karakterja, predvsem pa ključno je to verodostojnost. Ko pristopiš k raziskovalcu, moraš vedeti, da to, kar on dela, je to resnično, veljavno, za tem on stoji. In moralna integriteta pomeni zvestobo in spoštovanje moralnim normam. In vsi vemo, če osebi primanjkuje moralna integriteta, da je to, če je hinavec, neiskren, slabe vere in živi v samoprevari. Seveda poznamo različne integritete, lahko je profesionalna, ki se nanaša, ali upoštevamo ali ne upoštevamo profesionalno obnašanje, ki je potrebno v mojem, njegovem poklicu, lahko je personalna ali osebna integriteta, ki se razlikuje od profesionalne, saj raziskovalec recimo noče sodelovati pri izvedbi raziskavah, ki so nasprotne z njegovimi moralnimi in etičnimi vrednotami. Pred nekaj dnevi sem gledal film o velikem inženirju Gustavu, Francozi bi rekli Eiffel, Angleži Eiffel, ki je skupno s sodelavci naredil 330 metrov visok železni stolp v Parizu pred več kot 130 leti. Tisto, kar me je posebno pritegnilo v tem filmu, je bilo, da je to navkljub lastnim izračunom o trdnosti in upogljivosti stolpa zahteval, da njegove izračune preverijo 4 neodvisne inženirske skupine, ki med seboj niso smeli nikoli biti v nikakršni povezavi, da bi le bil prepričan, da se nekje zmotil in bi stolp lahko razpadal in se porušil. Lahko si samo zamislimo, kaj bi bilo, če bi kdo napačno izračunal ali izboljševal rezultate in bi se stolp porušil. V življenju se srečujemo s številnimi prevarami v akademski in raziskovalni sferi, vendar moj namen ni naštevanje, koliko in kje se vse pojavlja. Kot primer navajam nizozemskega psihologa, ki je bil profesor, dekan na odlični fakulteti na Nizozemskem, izredno uspešen raziskovalec, mentor več kot 20 doktorskim študentom, ki pa je fabriciral rezultate svojih raziskav in unesrečil vsaj 10 doktorskih študentov, ki so doktorirali z njegovimi lažnimi rezultati. Večino njegovih člankov so umaknili iz revij in njegov primer je meseca polnil stolpce časopisnih revij. Vprašanje je, zakaj skoraj 10 let je trajalo, da so se sumi potrdili, pa je že zgodba, ki bi zahtevali daljše pojasnjevanje. Vprašanje naše je seveda, zakaj se navedanje, da nekaj ni prav in
ne znamo obnašati tako in mi obnašamo tako, kot da to ni naš problem. Pred kratkim sem prebral knjigo akademkinje Renate Salecl Strast do nevednosti. Moram povedati, da sem jo prebral na dušek. In tisto, kar me je posebno pritegnilo, da je govorila tudi o nevednosti kot varovalni neumnosti. Zanjo je ta izraz varovalno neumen in dobila v Orwellovem antiutopičnem romanu 1984, ki predstavlja strategijo kriminal stopa kot zmožnost, da se hitro, kakor nagonsko ustaviš na pragu vsake nevarne misli. Kot ideala vključuje očitnejše sposobnosti nedojemanja analogij, nesposobnost za zaznavanje logičnih napak in nerazumevanja najpreprostejših utemeljitev, če te škoduje oblasti. V nadaljevanju pokaže primer. Ko je komisija reševala problem plagiata nekega slovenskega profesorja pred nekaj leti in kjer je označila komentarje, ki so se na koncu pojavili in ko je šlo vse pod preprogo, kot nevednost, kot varovalna neumnost. Za vsako stvar najdemo izgovor, zakaj tako. Kdor hoče bolj natančno o tem prebrati, si naj kupi knjigo Renate Salecl in bomo vedeli, o čem govori. To je samo en problem. Problemov je veliko več. Če pogledamo tale članek, kako se znanstveniki slabo obnašajo, ki je bil objavljen že kar mnogo let nazaj v reviji Nature, kjer so 10 glavnih problemov, ki jih v raziskavah našli, raziskovali pa so 2 skupini znanstvenikov, vključili so jih več tisoč v vsaki skupini. Znanstveniki so imeli že sredi kariere ali ki so bili na začetku kariere. Tisto, kar je bilo najbolj pretresljivo v njihovi raziskavi, je to, da kar 33 od raziskovalcev je priznalo, da so resno, nepravilno se obnašali vsaj enkrat med njihovo znanstveno kariero. Da bi se temu izognili, je seveda imajo univerze različna navodila, ki so napisana na spletnih straneh. In tukaj je raziskava, kako je 18 najboljših univerz v 10 evropskih državah, je bila raziskava, kako o tem lahko najdeš na njihovih spletnih straneh. Ugotovitev te raziskave je, da obstajajo splošni trendi, skupni načel integritete in opredelitev neprimernega ravnanja, vendar razlike ostajajo. Vzporedno s predhodno raziskavo ločijo različne pristope v navodilih o integriteti. Ene univerze poudarjajo širše pozitivne vrednote integritete, druge podrobno opisuje primere negativnega ali neprimernega obnašanja. Vesel sem, da ima tudi Univerza v Ljubljani komisijo za etiko v raziskovanju, da ima kar nekaj fakultet tudi komisije, vendar, ko sem gledal, koliko je rednih članic, sem ugotovil, da ima komisija za etična vprašanja manj kot tretjina članic. In ne boste verjeli, tudi medicinska fakulteta, kjer delujem, nima komisije za etična vprašanja. In po zadnjem pogovoru z dekanom je bila seveda želja, da tudi na medicinski fakulteti to ustanovimo. Zdaj,
Če pride do kršitev raziskovalne integritete, je na voljo Komisija za etično vprašanje, v kateri zadnjo leto in pol sodelujem z kolegi in kolegicami iz različnih področij, iz različnih fakultet Univerze v Ljubljani. Zdaj, samo na kratko, kakšna je pristojnost Komisije za etično vprašanje. Seveda na tem mestu ne morem govoriti, o čem se razpravljamo, ampak razpravljamo o točno teh nepravilnostih, ki se dogajajo v odnosih študent, mentor, mentor in tako dalje. Tako se pravi, komisija obravnava zahteve za presojo skladnosti ravnanj in učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev, študentov, ki so v nasprotju z etičnim kodeksom in etičnim kodeksom raziskovalcev. Za zaključek naj povem, da vodim etični predavanja iz medicinske etike na doktorskem študiju biomedicina v Ljubljani, kjer je vključenih 16 profesorjev z različnih področij medicinske fakultete in drugih fakultet, ki predavajo različne področja o vrlin ali kreposti integritete v raziskovanju na ljudeh. Da bi videli, kakšno je znanje doktorskih študentov, smo avtorji, ki tukaj so napisani, naredili letos raziskavo, predno smo začeli predavati o poznavanju raziskovalne etike v klinični medicini. Ocenili smo, da bi morali odgovoriti od 39 vprašanj, da bi rekli, da je 80% zavedanje o znanju, da bi mogli odgovoriti študenti na 31 vprašanj pozitivno z pravilnim odgovorom. Odgovorili so samo na povprečju na 19%, na 19 vprašanj pravilno. Tudi ko smo gledali razlike med tistimi, ki so že sodelovali v raziskavah kot študentje, in med tistimi, ki so prvič vstopili v raziskovalno okolje, ni bilo bistvenih razlik. Skratka, iz tega smo potegnili tudi eno stvar, mi se pogovarjamo na medicinski fakulteti, da bodo morali tudi študentje, ki vstopajo v raziskovalne projekte, imeti predavanja iz integritete in vrlin in kreposti pri raziskovanju, podobno kot tukaj organizirate na Univerzi Ljubljane za doktorske študente. Za konec naj povem, ko sem delal kot mlad zdravnik in kasneje tudi magisterij in doktorat, sem imel na nočni omarici ves čas tole knjigico How to get a PhD. In to knjigico zmeraj uporabljam, ko želim, da študenti izvejo, kaj je to raziskava, kako, kajti ta knjiga se natančno piše, ne samo kako narediti doktorat, kako ga tudi ne narediti, how not to get PhD, kateri so interesi na strani študentov, da bi naredili doktorat, kateri so interesi in osebne kvalitete enih in drugih tudi raziskovalcev, ki vstopajo v ta povezavo. In ti lahko se iz take knjige naučiš, kakšen naj bo profesor. Profesor se lahko nauči, kakšen naj bo študent, kajti zelo pomembno je, da se oba skupaj najdeta na istem skupnem imenovalcu.